Kupi snega pomešani s smetmi, to je slika, ki se vsako leto znova ponavlja, opozarja gospa Nemec, ki sicer ne nasprotuje, da lokacijo Nigrad uporablja tudi zato, da sneg, ki ga sčistijo z ulic in pločnikov preko Drče, potisnejo v Dravo. Opozarja pa na nevarnost, ki preži na otroke, se na drugi strani Snežne gore že teče Drava. Takrat je nevarno, ko hodijo iz šole, včasih gledajo tam, hodijo pa gledajo. Vse, če je ograja postavljena, ni nobene nevarnosti. Da se tukaj radi sprehajajo tudi varovanci doma Danice Vogrinec, če doda gospa Nemec. Samo slučajno, se v kakemu upokojencu, ali se mu zavrti, ali pa nekaj njemu postane slabo, ali nekaj takega, pa bo padel čez. Odgovor, zakaj se odlagališče snega pušča nezavarovano, poiščemo tudi na Nigradu, kjer pa zagotavljajo, da tja snega letos niso vozili. Do situacije, do katere je prišlo, je posledica, bom rekel, čisto samovolje posameznikov, ki so tja navažali sneg brez našega dovoljenja in brez našega soglasja. Da objestnost ne pozna meja, nam pove tudi Franc Matkovič, saj so tovornjakarji sneg zasipali, kjer je pač bilo še kaj prostora in ne v Dravo, za kar je bila ta Drča, kot jo imenujejo, tudi zgrajena. Ampak je pa nevarno, da so šolari, ne bom trdil, kako bo, ampak je bilo, da je bilo snega že dal na konec, pa še mesec dni, pa še ni bilo ograje gor. So pa sredi januarja že morali ukrepati, saj je bilo snega toliko, da je bil oviran promet. Toda vzvodov za to, da bi kogarkoli kaznovali, nimajo, nam zatrjujejo, saj je to že delo občinske inšpekcijske službe. Kolikor bi nam bili storilci znani, potem bi v bistvu, bom rekel, lahko bi jih pozvali, da recimo to naredijo, čeprav globe nimamo možnost izreči. Ograjo bodo popravili in namestili najkasneje do 15. marca, ko je konec zimske sezone, nam še zagotavljajo na Nigradu.